V ekološki trgovini Kalček pa smo se tokrat z Jeleno Dimitrijevič pogovarjali o tem, kako lahko ojačamo naš imunski sistem in se tako ubranimo virusov, ki so okoli nas. Jelena, kaj je gripa? Eni zbolijo, drugi ne. Zakaj je temu tako? V bistvu gripa je akutna virusna okužba dihal, ki se zelo hitro širi. Ponavadi pri nas je večje število tisti, ki zbolijo za gripo v zimskem času, predvsem tukaj govorimo recimo starejši ljudje, tisti, ki imajo kronične težave, otroci hitreje zbolevajo. Vsekakor je ta razlika, da tisti, recimo, ki nimajo tako močnega imunskega sistema, ali so podhranjeni ali imajo kakšne kronične težave, tisti imajo večje možnosti, da zbolijo, in to je ta razlika. Se pravi, preventiva je zelo pomembna, če se želimo izogniti gripi. Zdaj v tem času veliko je govora o koronavirusu, cela panika in na žalost mediji to napihujejo na tak način, da se v bistvu ustvarja en stres dodatni, ker itak ga imamo preveč, kar je težava zaradi tega, ker ko smo mi nenehno v stresu, pa tudi v strahu, takrat supresiramo imunski sistem in to ni dobro za nas. Danes pa vemo, premalo se govori o teh številkah, koliko dejansko jih zboli. Vsako leto za gripo, tudi nekateri tudi umrejo, pa hkrati, da ne govorimo o drugih bolezni, kot so rak, srčno-žilne bolezni. Ogromno ljudi umre, ogromno je zapletov, ampak poanta je v bistvu, da res izboljšamo delovanje lastnega telesa in potem nam bolezni ne morejo nič. Pa se gripi lahko izognemo oziroma kaj moramo narediti, da ojačamo naš imunski sistem? Ja, vsekakor se izognemo, se pravi, kot sem že rekla, preventiva je zelo pomembna. To pomeni kakovostna hrana, čim manj predelanih živil, sladkorja, tudi recimo živil živalskega izvora. To je ključna stvar. Se pravi, moramo nahraniti prave bakterije, mikrobiota mora biti optimalna, ker tam je sedež našega imunskega sistema. Seveda si lahko pomagamo tudi s hrano, živili, dodatki, ki so recimo tipični tudi v tem času, ko zbolimo, ampak tudi kot preventiva. Posebej pri nas D-vitamine ključnega pomena, se pravi višji odmerki vitamina D, vitamin C, recimo beta-glukan, tudi če zbolimo, cink je fantastičen ali tudi preventivno te stvari. Zelo dobro je, da izboljšamo imunski sistem, če nimamo kakšnih alergij, recimo s kakšnimi medicinskimi gobami, kot so, ne vem, čaga, kordiceps, rejši. Lahko si tudi pomagamo pri virusnih okužbah, posebej izjemno dober črni bezeg, potem je veliki oman, recimo, če tudi že zbolimo, ingver, kurkuma, česen, čebula, da ni tega res ogromno. Tako da naravnih pristopov je veliko in lahko si podpremo svoje telo na tak način, da res ne pride do okužbe in da ne zbolimo. Kateri pa so še dodatni ukrepi, ki pri tem lahko pomagajo? Vsekakor celostni pristop. Se pravi, ne samo, da jemo kakovostno hrano, veliko sadja, zelenjave, bazičnih živil, antioksidantov, ampak predvsem tudi, da upoštevamo druge stvari, ki so povezane z zdravjem. In to pomeni spanje, izjemno pomembno, pravočasno, ne po 10 uri, ampak pred 10 uro iti spat, da nastane regeneracija, da hormoni dobro delujejo, da imunski sistem dobro deluje, da se gibamo pravilno glede tudi na našo konstitucijo, da v bistvu užijamo kakovostno tekočino, prečiščeno vodo, sveže stisnjene recimo sokove, čaj in tako dalje, da pazimo, da smo čim manj izpostavljeni tistim toksičnim snovem, da delamo podporo telesu, kot recimo kakšno razstrupljanje, da se znebimo tudi parazitov. Paraziti so zelo problematični, predvsem zaradi tega, ker spodbujajo razraščanje virusov in bakterijev, tako da celosten pristop je zelo pomemben. Stres je treba znižati, naš odziv na stresne okoliščine, reševati tiste notranje vzorce, tako da na tak način, če bomo tako živeli, potem res ni skrbi in sigurno ne bomo tako zlahka zboleli.